Lastnika hiše sta sprva želela obnoviti domačo hišo, ampak zaradi nesorazmerno velikih stroškov obnove sta se odločila, da bo nova hiša kar se da podobna stari, a bo kljub temu skladna s časom, v katerem živimo. Arhitekta sta lastnikoma znala prisluhniti in družina že nekaj let uživa v domu, v katerem se res ni težko zadržati kakšno minuto dlje. Tale hiša je svojevrstna kraljica, namreč ponosno stoji na vrhu vzpetine s čudovitimi razgledi in prav nič sramežljivo ne skriva svojega jasnega stika s preteklostjo. Janja in Goran, živijo. Živijo. Janja, najprej prosim povejte, kako ste povezani s to hišo, z lastnico? Tukaj je šlo pa za ene posebne medsosedske vezi, a ne? Ja, mi zdaj sedimo v eni hiši na izjemni razgledni lokaciji nad vasjo. To je tipična ozka zasavska vas in iz tega območja, iz teh vasi prihajam tudi sama, tako da naloga je bila zame zelo velik izziv tudi iz tega stališča. Mi smo zdaj v novi hiši in ona je stanovanjski objekt že od nekdaj v sklopu večje domačije in na tem istem mestu je pač stala 100 let stara kmečka hiša. Lastnika sta sprva želela staro hišo obnoviti, zato sta naročila strokovno oceno stroškov obnove. Izkazalo se je, da bi bili stroški zaradi dotrajanosti konstrukcije in podtemeljevanja pretirano veliki, zato sta sklenila, da bosta staro hišo podrla in na istem mestu postavila novo, sodobno leseno hišo z enakimi gabariti. Kakšne so bile osnovne želje, izhodišča, kaj se je dalo in česa se ni dalo? Prvič, da ne bo hiša približno tako velika, kot je bila tista prej, se pravi, da še vedno je ta nek odnos do vasi, da ima smer slemena ohranja. Potem sta pa dve zelo zanimivi, se pravi, ne bomo imeli garaže, pa ne bomo imeli balkona. Eni mogoče malo in tak. ne bomo imeli kleti. In kleti, a ne? Ja. Pred približno 5 leti so se torej lotili gradnje nove hiše. Izbrali so kombinirano klasično in leseno skeletno gradnjo. Ja, hiša je lesena, a ne? Zdaj tukaj gre poudarek, da je to resnično strm teren, a ne? Zdaj v strmem terenu je absolutno nujno, da bo ena etaža vkopana ali pa pol vkopana, a ne? Tisti del, ki je vkopan, smo ga naredili zidanega, a ne? Znano je, da so že v preteklosti znali hiše umeščati kar se da primerno glede na strani neba in osvetljenost. Tako so tudi pri novi hiši sledili legi stare hiše. Po dolgem je hiša vzhod-zahod, a ne? Za Slovenijo je to precej idealno, se pravi dolga stranica na jug, napušč mora biti ravno prav dolg, to pa pomeni po zimi ne spusti nizko sonce noter, a ne? S tem se hiša segreje. Poleti, a ne, ko je situacija obrnjena, sonce je visoko, pa pride sonce točno do oken, a ne? Po zimi prišparamo energijo, poleti pa hiše ne segrejemo. In na ta račun ni treba niti klime in temu jaz rečem veliko razkošje, ne? Ena od posebnosti te hiše je koncept hiša v hiši. Arhitekta je vodil razmislek o tem, da za spodnji bivalni prostor družina potrebuje več prostora, za zgornji spalni del pa zadostuje manjša kvadratura. Skupna koristna površina hiše je 165 kvadratnih metrov. Tako v pritličju kot v nadstropju so posvetili veliko pozornosti naravni osvetlitvi, zato so vgradili strešna okna. Neža, strešna okna lahko vgradimo tako, da jih je skupaj več v tako imenovane kombinacije. Katere so možne in čemu koristijo? Ja, res je. Strešna okna lahko vgradimo v kombinacije, recimo taka kot je tukaj, kjer so ograjena eden poleg drugega. Lahko je ograjeno okno nad oknom, lahko imamo polje večjih oken, rečemo četvorček, šestero oken skupaj. Širše, ko ustvarjamo površino oken, večji je upad svetlobe v prostor. To je še posebej vidno v tem prostoru, ko strešna okna sežejo proti slemenu in dovajajo to obilico zenitalne svetlobe v globino. Na kaj pa treba biti pozoren, ko gre za vgradnjo kombinacij, torej recimo, ko jih imamo več na kupu? Pri novogradnjah je to relativno lahko, ker je potrebno paziti, da je razmak med špirovci ustrezen. Ustrezen pomeni, da upošteva širino okna, ki ga moramo vgraditi, za tisto dodatno centimetre na račun toplotne izolacije na vsaki strani okna in širino vmesnega korita, po katerem se odvaja meteorna voda med okni navzdol po strešini.
Kaj pa notranja obdelava oziroma notranje obloge? Kako je s tem? Notranje obloge so pri vgradnji strešnih oken tudi en del izvedbe, ki je zelo pomemben. Eno je upad svetlobe, namreč če so obloge tako odprte, kot jih vidimo tukaj, omogočijo upad svetlobe v prostor v največji možni meri, to zagotovo. S tem, ko je spodnji del obloge vertikalen, omogoča prost pritok zraka k oknu in morebitno izsuševanje kondensata. Tretja zelo pomembna zadeva pa je tudi izolacija stika strešnega okna z konstrukcijo. Zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker ta odebeljen del pri oknu oziroma ta širina 7-10 cm omogoča več prostora za toplotno izolacijo. In tako je tudi stik okna z konstrukcijo dobro toplotno izoliran. V poletnih mesecih pa lahko izkoriščamo naravno prezračevanje, saj je zunanji zrak hladnejši in s tem aktivno ohlajujemo prostor tekom noči. Da lahko prostor zaščitimo pred pregrevanjem, je nujno strešno okno opremiti z zunanjimi senčili. V tem primeru so uporabljene rolete, ki zelo aktivno preprečuje pregrevanje, hkrati pa tudi zagotovijo temo, kadar je to potrebno. Tukaj imamo pa še en zanimiv primer uporabe strešnega okna v kopalnici. Kaj je njegova funkcija? Ja, ko sem stopila v ta prostor, sem bila res presenečena. Strešno okno je tik nad tušem. To redko kdaj vidimo in mi je všeč, da je res prišlo do te poteze. Drugače pa zagotovo doda tudi nekaj višine. Po tuširanju vemo, da je v prostoru veliko vlage in z odpiranjem okna lahko to zelo hitro odpravimo. Odprto stopnišče povezuje zgornjo etažo s pritličjem, tako da je nastal dvovišinski prostor. Sicer pa so zgoraj klasično 3 spalnice, torej 2 otroški sobi in spalnica, ena dosti konkretna kopalnica s par zanimivimi detajli, ločen WC, plus nastala sta 2 taka luštna prostora in sicer eden je kot neka predgalerija, en predsoba otroškim sobam, kjer ima mladina kot svojo glasbeno sobo in še en zanimiv prostorček se je pojavil zaradi te hiške v hiši na strehi. Spodnje hiškice je nastala neka vdolbinica, na katero zdaj lahko otroci splezajo in so jo posvojili kot prostor za igranje igric. Zdaj, specifična želja naročnice pa je bila še ta, da v tem pritličju dodamo še eno sobo, se pravi, ta soba služi nekemu kabinetu, nekemu gostu, predvsem pa, če pride nekoč v prihodnosti do neke bolezni, da lahko ta hiša funkcionira samo v eni etaži. Oprema hiše je kombinacija starih kosov, opreme izdelane po meri in kupljenega pohištva. Vsak izmed kosov starega pohištva ima svojo zgodbo, povezano s predniki lastnikov. Torej, poleg teh klasičnih predmetov imamo pa tudi spremenjeno rabo enega zelo lepega starega mizarskega ponka, ki sta ga lastnika zelo lepo restaurirala in je zdaj del opreme enega zelo lepega intimnega kabineta v pritličju. Zelo dostikrat sva že to opazila. Naredimo novo hišo, to je vse z nule, vse novo. In v tak ambient običajno se zelo lepo poda kakšna stvar, ki ima že to preteklost. Na koncu niti ne vemo, kdo je bolj zaslužen, pravi lastniki ali pravi arhitekti, ampak dejstvo je, da je tale nova hiša uspela zadržati šarm in toplino svoje predhodnice.